Spoštovani, že vnaprej se opravičujem zaradi glasu. Profesor Vasilij Melik, zgodovinar, profesor, svetovalec, mentor, pa tudi prijatelj. Njegov širok spekter preučevanja slovenske zgodovine in njenih osebnosti ni vključeval slovanske ideje kot posebnega poglavja. Tudi vse skozi se je srečeval s to tematiko, ki je privlačila tudi mene. To je slovansko idejo v vseh svojih oblikah. Slovanske ideje, panslavizem, tudi rusofilstvo so ideje, ki so bile privlačne za mnoge Slovence. Tudi tako kot pri drugih slovanskih narodih se je tudi med Slovenci periodično aktualizirala. To se pravi praviloma v kriznih obdobjih v letih 1849, 1866, 67, pa zlasti po letu 1870, 71. Pobudnica za tovrstne razprave praviloma ni bila Rusija, marveč tudi tisti narodi, ki so se v danih kulturno-političnih razmerah, okoliščinah počutili ogroženi, naprimer Čehi, Slovenci, Hrvati in v drugi polovici 19. stoletja tudi Poljaki in Slovaki. Pred letom 1848 razprave o oblikovanju, o sodelovanju Slovanov so potekale v ožjem krogu kulturnikov, naprimer Linhart in njegovi. Medtem, ko je Vseslovanski kongres marca 1848 v Pragi, je bil tudi za Slovence, ne le za Slovence, pomemben korak v razumevanju slovanskega povezovanja. In prav pregled Melikovih razprav pokaže, da so bili posebej ljubi tisti politični oziroma narodni programi, ki so vključevali tako zedinjeno Slovenijo kot povezovanje z drugimi slovanskimi narodi, posebej z avstrijskimi. No in enako velja tudi za slovenske politike, kulturnike, ki jih je pač obravnaval. In ravno zato, ker je veliko pozornost posvetil v letu 1848, so bile zanj posebno privlačne in pomembne Majerjeve ideje oziroma njegov prvi slovenski politični program. V njem je med drugim Majer izpostavil prav povezovanje Slovanov kot eno prioritet slovenske politike oziroma narodnega gibanja. In za Vasilija Melika je bil vključen Majerjev prispevek v Sloveniji in Nemci, v katerem je navajal krivice, ki jih v kulturnem in političnem smislu doživljajo Slovenci strani nemških elit, in zavračal očitke, da gre pri slovanskem povezovanju za rusizem, panslavizem in podobno. Majer je zagovarjal ljubezen do vseh Slovanov, kaj smo si bratje po krvi in kri ni voda. In vsi Slovani našega cesarstva naj bi bili le en narod. Tudi kasneje v deželi našega cesarstva članku je Majer predstavil svojo zamisel preureditve cesarstva in Avstrija naj postane zvezna država svobodnih narodov in podobno. Tako da in seveda se je pa še najbolj nekako izpostavil s tem svojim slovanstvom Majer z organizacijo etnografske razstave v Moskvi leta 1867. No, tako da Melik je do Majerjevega delovanja in njegovih idej izkazoval veliko spoštovanje. Zgodovina burnega leta 1848 je zapisal Vasja, se je posebej zapisal z iniciativnostjo in pri formuliranju slovenskega političnega programa. Mu gre nedvomno prvo mesto. Pripisal mu je le na visoko nacionalno zavest, marveč tudi vlogo pomembnega načrtovalca preureditve monarhije, zveze enakopravnih svobodnih narodov. Videl ga je kot navdušenega Slovana, deloma fantasta, pa tudi realista in pragmatika, saj je svoj program prilagajal tedanjim okoliščinam. No, upam si trditi, da sta bila Vasiliju Meliku najljubša politika Janez Evangelist Krek in pa Ivan Hribar. Utemeljitelja krščansko-socialnega gibanja Kreka je Vasilij Melik označil kot enega osrednjih osebnosti tistega časa. In ker tudi Kreku slovanska ideja in medslovansko sodelovanje in povezovanje nista bila tuja.
Krek je sicer odhranil panslavizem, ker ga je označeval kot neutemeljeno umetelno sestavljen pojem, ki da je izmišljen. Izmislili pa so si ga nasprotniki Slovanov, kar pa ga seveda ni odvrnilo od Rusije in želje po tesnejših stikih z njo. Tako je Vasilij Melik na Krekovem simpoziju v Rimu leta 1991 posvetil članek Pomen Kreka za slovensko zgodovino, kjer je med drugim zapisal: od glavnih dveh Krekovih dejavnosti najprej in obširneje spregovorim o njegovem delu za svobodo slovenskega naroda in za jugoslovansko državo. Po njegovem prepričanju je bil Krek zelo navdušen Slovan in prav tako navdušen za povezovanje na slovanskem jugu. Kot pomembno je poudaril, da se je Krek zavzemal za združitev sprva le avstrijskih Jugoslovanov, balkanski pa naj bi se samo na to naslonili nanje, in da naj se jugoslovansko vprašanje reši tako, da boste dali katoliške Hrvate in Slovence skupaj pod avstrijskim cesarstvom in potem bo država močna. In posebej pomembno je Vasilij Melik omenil Krekovo odobravanje aneksije Bosne in Hercegovine. To je bilo leta 1909 v Krajinskem deželnem zboru, ki je razumel kot prvi korak združevanja vseh južnih Slovanov monarhije v samostojnem državnopravnem organizmu. Krekova misel, da so vsi južni Slovani en sam narod, je bila po Vasilijevem Melikovem mnenju pogosto prepričanje, ki je izviralo iz občutka, da smo Slovenci premajhni, da bo poudarjanje enotnosti prineslo moč in premagalo vsa nasprotja. Melik je postavil Kreka v središče slovenskega boja za narodovo svobodo in še več kot to pomen Krekovega delovanja je videl predvsem v organizacijskem, socialnem, gospodarskem in kulturnem delu. Tudi Ivanu Hribarju je Melik posvetil obsežno študijo, kot spremno študijo k njegovim spominom, in v kateri je velik del pozornosti posvetil Hribarjevemu slovanstvu oziroma jugoslovanstvu. Ko je Hribar o 25-letnici izdajanja slovenskega naroda 1893 zapisal krepko slovenstvo, zajemajoče svojo moč iz večno svežega nepremagljivega slovanstva, je v tem Vasilij Melik prepoznal bistvo Hribarjeve politične misli. Seveda Hribar ni bil edini slovanoljub, tudi kot je ugotovil Melik, to je bila splošna značilnost Hribarjeve generacije. Razlika je v tem, da je pri večini bila tole zavest in vera, čustvena simpatija, brez kakega posebnega znanja o slovanskih narodih, brez posebne aktivnosti. Pri Hribarju pa je bila ta zavest vodilo za življenje in delo. Na vseh Hribarjih dejavnostih v tem zapisu pač ni mogoče opisati ali pa popisati, ker tisti čas je bil pač spiritus agens številnih dogodkov, akcij medslovanskega sodelovanja vse do leta 1914. Občudoval je Rusijo in spoštoval češki narod. Tudi zato je pripisoval velik pomen neoslavizmu oziroma novoslovanskemu gibanju, pač v tem je videl približevanje avstrijskih Slovanov v Rusiji. Tako da je pač uspelo mu celo organizirati vseslovanski kongres, časnikarski kongres v Ljubljani 1908. Vasiliju Meliku novoslovanska ideja je bila sicer simpatična, zanimiva, ni pa je pripisoval kakega posebnega političnega pomena, upravičeno, vsaj konkretnih rezultatov ni bilo, tudi zaradi političnih dogajanj tistega časa. Čeprav se je Hribar imel za jugoslovanskega nacionalista, pa je bil po Melikovi presoji predvsem Slovan, ki je v vseh dosežkih Prve svetovne vojne, o nastanku Jugoslavije in Češko-Slovaške videl slovansko vstajenje, in ko naj bi se našli vsi narodi okoli Rusije, in takrat se bo pokazala vsa mogočnost slovanstva. Kot neko nasprotje, kot antipod je pa
Lahko omenim Davorina Hostnika, to so bil pač eden od teh, ki so se zaposlovali v Rusiji v 60-ih, 70-ih letih kot medicinski profesori in medtem je bil tudi, in so dopisovali pač od Štiftarja, Celestine, Boleta v Ljubljanski zvon ali pa v Slovenski narod. In eden teh je bil tudi Davorin Hostnik, ki je bil seveda izredno nekritičen. No in tega je pač izpostavil Vasja kot enega najbolj nekritičnih in tudi morda tudi najbolj agresivnih v tej želji približevanju Rusiji, od tega do naj bi vsi sprejeli slovansko bogoslužje in podobno. Skratka, ampak najbolj kritično pa se je Melik izpostavil Hostnikovo misel oziroma zahtevo, naj bi zedinjeno Slovenijo črtali iz narodnostnega programa, ker naj bi s tem razjezili Nemce, proti katerim pa se je treba bojevati, se je cilj Nemcev biti Slovana. Ob tem je zapisal, da je bilo Hostnikovo slovanstvo popolnoma nekritično zaljubljeno v Rusijo, napadalno do vseh njenih sovražnikov, brez vsakega razumevanja za poljske ali bolgarske težnje po samostojnosti. Menil je, da so bili vsi njegovi prispevki v slovenskem narodu pisani temperamentno, dostikrat tudi vulgarno. Njegove ideje in zahteve pa so bile za tedanjo politiko za oba tabora nesprejemljive, preveč radikalne. Zdaj, če pobojno rečeno, bi lahko bila neka različica slovanstva, tudi neolirizem, v letu 1908 in potem 1213, kar je propagiral Fran Ilešič s svojimi razpravami o združevanju jezikov in podobno. No in zlasti anketa o vedi je imela dober in pomenljiv odmev med kulturniki in izobraženci. Tako da Meliku so bile te ideje povsem nesprejemljive. Zapisal je, da so bile to ideje, ki so nastale v strahu pred agresivnim nemškim nacionalizmom, osamljenostjo in ideje, ki so v vseh zdravih sestavinah in pravilnih ugotovitvah pretežno konfuzne in nerealne, rojene iz popolnega nepoznavanja položaja in resničnih razmer med jugoslovanskimi narodi. Videti bilo, kako da sta res samo dve možnosti, ali da se ponemčimo ali utonemo v jugoslovanstvu. Tisti, ki so drugače mislili, so bili v defenzivi. No in kot protiutež temu je postavil Cankarja, oziroma Cankarjev govor iz leta 1913, ki da je pri Rošku videl bodočnost in zaznal bližnji propad Avstrije in nastanek Jugoslavije oziroma jugoslovanske države. Tako da tukaj je pač lahko ponovimo pravzaprav Melikovo misel, kako slovanska ideja, tudi slovanska kot tudi jugoslovanska ideja med Slovenci vse do leta 18 pravzaprav ni bila sama po sebi protiavstrijska. Recimo bila je avstrijska pri trializmu in protiavstrijska pri preporodovcih. Za zaključek je pač, verjamem, da je bila njegova naklonjenost in simpatije in zanimanje za poglobljene preučevanje slovanske ideje med Slovenci, da je bila iskrena in da je tudi sam verjel v neko solidarnost in vzajemnost med slovanskimi narodi, čeprav se je prav zaradi svojega širokega znanja in poznavanja razmer dobro zavedal težav in zato ostal realist. Hvala.